Danes se bomo odpravili v državo, v katero dnevno odhaja toliko Slovencev, da je brezposelnost v Sloveniji rekordno nizka. Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. V državi, kamor gremo danes, se veliko Slovencev počuti kot doma. Pa to ne le tistih 50.000 Slovencev, ki v Avstriji predstavljajo avtohtono slovensko narodno skupnost in živijo večinoma v dveh zveznih deželah, Koroški in Štajerski. Mnogi Slovenci se v Avstrijo vozijo vsakodnevno, na delo. Včasih smo hodili tja tudi nakupovat ali pa po kredite. Pogosto mislimo, da o Avstriji kot njeni sosedje vemo prav vse. Pa poglejmo nekaj podatkov, ki vas znajo presenetiti. 62% površja pokrivajo Julijske Alpe. Avstrija je tudi dežela, v kateri se nahajajo najvišji evropski slapovi, slapovi Krimelj. Najvišja točka države je gora Großglockner. Avstrijska zastava izvira iz leta 1191, kar jo uvršča med najstarejše državne zastave na svetu. Avstrijka Berta von Sutter je bila prva ženska, ki je leta 1905 prejela Nobelovo nagrado za mir. Leta 1818 je Avstrijec Josef Maliersperger izumil šivalni stroj. Nekdanja poletna palača Habsburžanov, palača Schönbrunn, ima več kot 1440 sob. V Avstriji so se rodili številni znani skladatelji klasične glasbe, kot so Mozart, Haydn, Schubert, Strauss, Bruckner, Mahler, pa tudi številni likovni umetniki in da ne pozabimo na Freuda. In še bi lahko naštevali, nekaj je v zraku zgleda pod Julijskimi Alpami. Kaj pa hrana? Mnoge tradicionalne jedi nosijo ime po glavnem mestu. Vsi poznamo dunajski zrezek ali po domače rečeno pohano, dunajski jabolčni zavitek in dunajske klobasice. Skoraj da povsod boste na jedilniku našli tudi knedlje, ki so jih sicer Avstrijci posvojili in jih naredili za svoje. Lahko izbirate med knedlji sladkimi ali slanimi nadevi. Naravnost odlični so slivovi. Tradicionalna avstrijska jed, ki jo tudi mi radi imenujemo za svojo, je govedina, postrežena s smetanovim hrenom in krompirjem. Nikakor pa ne smemo pozabiti cesarskega praženca, šmorna, pripravljenega iz mase za palačinke, narezanega na majhne koščke in prelitega z marmelado, sadnim kompotom, karameliziranim suhim sadjem in posutega s sladkorjem. O izvoru cesarskega praženca obstaja več legend. Skupno jim je edino to, da so vse povezane s cesarjem Francem Jožefom in njegovo ženo Sisi. Po eni izmed zgodb naj bi si šef dvorne kuhinje, Leopold, izmislil in pripravil novo jed. Vendar pa jo je Sisi, ki je zelo pazila na vitko postavo, zavrnila. Cesar je zato rekel, naj kar njemu poda to bedarijo, šmorn. Za ljubitelja čokolade in sladkosnede pa bi bilo greh ne poskusiti še saher torte. Čokoladne torte z nadevom iz marelične marmelade in čokoladno glazuro, ki jo je iznašal Franz Sacher. In s temi sladkimi mislimi se za danes poslovim od vas. Lepo se imejte in pazite nase.